V kongresni dvorani hotela Radin v Radencih so potekali Zadravčevi Erjavčevi dnevi 2022 kot 30. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali. Znanstveni posvet so pripravili na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije Murska Sobota, katerega direktor dr. Stanko Kapun je predstavil enega od najpomembnejših živinorejskih strokovnih srečanj v Sloveniji. To je že neki tradicionalni posvet, 30 let že traja, torej to pomeni, da ta stroka rabi taki simpozij, ker vključujemo tako domače strokovnjake, producente znanja iz teh raznih strokovnih inštitucij, kakor tudi tuje inštitucije iz različnih evropskih držav. Seveda, v letošnjem letu imamo probleme z sušo oziroma smo jih imeli in s tem tudi z kakovostno predelavo krme in tudi količinsko predelavo krme, kar veliko, pa vendarle mi moramo živalim, če želimo zagotoviti dovolj visoko prerejo in pa kakovost teh produktov, moramo zagotoviti kakovostno volumnozno oziroma kakovostno krmo. Seveda v letošnjem letu bo to malce težje, ampak kmetijska stroka se bo tudi na tem posvetu pogovarjala, kako v letošnjem letu potem izbalansirati obroke, da pa bo vendarle žival dobila tisto, kar nujno rabi za proizvodnjo. Vsi potrošniki bi radi imeli nizke cene produktov, vendar to ne gre. To ne gre zaradi tega, ker kmet tudi mora dobiti svoj del pogače v tem produktu kot osnovnem produktu in ne samo tista predelava, sekundara oziroma terciara, tista trgovina. In danes, glede na to, ker smo priča podražitvam teh energentov in še bi lahko rekli, seveda ne moremo pričakovati, da pa bo zdaj kmet za isto ceno izpred enega ali pa 2 let nazaj predeloval to hrano, seveda bo tudi mogel vključiti vse te stroške, ki so dodatno nastali in seveda to za sabo potegne tudi dvig cene, pa vendarle bi jaz rekel, da pa bi tu se mogla trgovina, predelava in pa kmet nekako sebojno pomeniti in dejansko razredati te del pogače tako, da bodo vsi zadovoljni. Na simpoziju so strokovnjaki predstavili rezultate rešitve pri vzreji rejnih živali v smeri prilagajanja na podnebne spremembe, kot sta bili v letošnjem letu suša in visoke temperature. O izzivih Roman Žveglič, predsednik Kmetijske-gozdarske zbornice Slovenije. Stalnice v kmetijstvu so spremembe, ne? In med temi spremembami so seveda najbolj krute, če tako lahko rečem, podnebne spremembe, ki seveda vplivajo na sam potek pridelave hrane, ki je seveda osnova za živinorejo. In znanje je tisto, ki nam vedno pomaga. In prehod na, na te strokovne stvari so seveda nujne, ne? Krmni obroki, na kakšen način in seveda cilj je temu, da se pridela čim več kakovostne in relativno poceni krme za domače živali, ki gredo potem, ne? In temu je namenjen tudi posvet. Potrošnik seveda se mora zavedati, da če bo kupoval slovensko poreklo hrane, mesa, da je tukaj zelo nizki ogljični odtis, da tukaj Slovenija je majhna in da s tem seveda ne pomaga samo domačemu kmetu, domači živilsko-predelovalni industriji, ampak tudi zelo veliko vpliva na podnebne, na okolje in na ogljični odtis. Še beseda Romana Žvegliča o trenutni samooskrbi s hrano v Sloveniji. Samooskrba seveda ni tako na nizki ravni, ne? V določenih zadevah ja, tukaj predvsem prašičereja, ki bi jo lahko dvignili, drugje težko, še kaj popravimo, ne? Lahko še naredimo na zelenjavi, ampak to ni tema današnjega posveta, ne? Največ bomo seveda naredili z višjo samooskrbo, z poštenim plačilom kmečkega dela in produkta. Posvet je spremljala tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Tatjana Bozeti, ki je v tovrstnem srečanju povedala. Za državo je zelo pomembno, da imamo strokovno podporo in da ta kapaciteta tudi raste in da vse znanje, ki ga razvijamo doma, potem tudi učinkovito prenašamo do naših kmetov in kmetic, da uvajajo nove prakse. In seveda tudi prehrana živali je ena izmed zelo pomembnih tem v slovenskem kmetijstvu, kajti živinoreja je še vedno ena ključnih proizvodnih panog v
Sloveniji in tukaj moramo iti v korak s časom in se seveda prilagajati tudi na vse izzive, s katerimi se srečujemo. In zelo veseli smo, da je tudi na aktualni srečanju ob jubileju tema oziroma zelena nit klimatske spremembe, soočanje s temi spremembami in pa seveda, kako v tem kontekstu lahko iščemo čim bolj učinkovite rešitve tudi na prehrani živali. Kako ocenjuje na ministrstvu trend upadanja skoraj do 800 kmetij letno v Sloveniji? Trend upadanja števila kmetij je evropski trend in verjetno ima širše podlaga, ne samo situacijo v kmetijstvu, ampak tudi usmerjenost mladih, ki si iščejo izzive v različnih panogah. Vsekakor pa je izziv nam kot vladi in državi in upam, da tudi stroki, da kmetijstvo naredi privlačno za mlade generacije. Zaradi tega smo tudi v strateškem načrtu dali tako velik poudarek na prenos znanja in podporo mladim kmetom. Kajti na koncu koncev res razvoj, napredek in pa bodočnost stoji na mladih in zaradi tega jih tudi vključujemo v vse razprave o bodočih usmernicah, strategijah in pa tudi ukrepih. Vsekakor pa je potrebno pogledati širše in tudi z drugimi sektorjami priti skupaj, kajti zaraščanje je sploh v našem okolju, pa če gremo na Goričko, ena izmed realnosti, s katero se je potrebno soočati in tukaj lahko tudi z okoljskim sektorjem skupaj naredimo marsikaj. Predvsem je pa treba kmetijstvo videti tudi kot tržno dejavnost, kjer imamo mladi in starejši priložnost za prihodek, za življenje. Na drugi strani pa tudi prispevek k razvoju podeželja in k bivanju na tem podeželju in urejanju krajine. Kajti tukaj je kmet glavni nosilec, pa naj si bodo okoljski ukrepi ali krajinski ukrepi, na koncu izvajamo jih tisti, ki tukaj živimo. In tega se zavedamo tako na Ministrstvu za kmetijstvo kot na vladi in tako tudi strateški načrt za naslednjo finančno obdobje naslavlja te različne cilje, da z trajnostnimi pristopi v kmetijstvu nekako naslavljamo vse tri stebre: tržnega, socialnega in okoljskega. Na dvodnevnem posvetu so podelili tudi priznanja. Prejeli so jih družinska kmetija Rantaše iz Bolehničic, pobudnik in začetnik znanstvenih posvetov leta 1992 Adolf Pen, Jože Puhan ter dr. Stanko Kapun, magistra Tatjana Čeh, Jernej Pečnik in Mojca Balaško, vsi iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenija Murska Sobota.